proti redko videnemu bunkerju ustvarili kar neke priložnosti, zadeli dvakrat, njihov vratar se je izkazal, tako da v principu je tretji, četrti gol visel v zraku. Nažalost se nam zgodi, da prepoceni enostavno dobivamo zadetke. Priigramo si dosti, zato je potrebno veliko energije, tudi veliko znanja, pol pa v teh tekmah, katere imamo zdaj za seboj, prelahko pustimo nasprotniku, da nas grozi in zadane iz zelo redkih priložnosti. Jasno je, da ko ti gre, videlo se je v enem trenutku po 2-1, ko smo začeli igrati, je bila druga pesem, pol pa šok, dobiš na 2-2, da mislim, ni enostavno, definitivno ni enostavno igrati, danes so vložili veliko energije, kot sem rekel na začetku, proti obrambno nastrojeni Dravi, je bilo težko, prostora ni bilo veliko, pa kljub temu veliko priložnosti in nažalost jih nismo realizirali, to je problem. Darko, lani ste dobivali tudi veliko zadetkov, tudi letos je tako, vendar lani ste dali tistega več zmeraj. Kje boste letos delali na tem, da obramba dobi manj zadetkov ali da napadalci spet dajo kakšnega več? In eno in drugo delamo. Jasno, da se trudimo, da bi prijeli čim manj zadetkov, vendar se nam v zadnjem času dogaja, da dobivamo zadetke zelo poceni, milo rečeno zelo poceni. V napadu si ustvarimo veliko priložnosti, katere nam tudi tokrat ni uspelo realizirati. Spomnimo se prejšnje prvenstvene tekme, ko smo zgrešili 11 metrov, ko je imeli pri rezultatu 1-0 za nas veliko priložnosti. Tokrat mislim, da je bila tekma na naši strani, vendar je nogomet tak, da enostavno treba zadeti in gola ne dobiti. Zdaj ljudje so me že spraševali po poti sem, da vas ne vprašam enostavno, če vam bo zmanjkalo izgovora. Prej so bili izgovori, da so fantje preutrujeni, zdaj je bil počitek tukaj, pa spet ljudje niso zadovoljni. Jih popolnoma razumem, rezultatov ni in je njihova pravica, da so nezadovoljni. Naša naloga je pa, da zagrabimo, da se popravimo in da začnemo zmagovati. Pa jaz bi rekel, da smo se mi to točko zaslužili. Dejansko Maribor je imel skozi celo tekmo neko jalovo premoč, ampak glede na tako imenovane priložnosti ali pol priložnosti, mislim, da je neodločen izid realen. Oni su zadeli dvakrat, enkrat iz 11 metrov, ki je pravičeno dosojena, mi smo zabili dva prekrasna zadetka. Mojim fantom kapa dol danes za pristop, odigrali so zelo pametno, taktično, zrelo tekmo, dejansko brez Ekpokija, brez Zajca, s poškodovanim Borutom Semlerom, moštvo, ki je šele v ustvarjanju, ker vemo, da imamo 14 novih igralcev, ki so prihajali skozi tudi tekmovalno sezono. Jaz sem zelo zadovoljen. Ne bi izpostavljal nobenega igralca, mogoče edino komaj 16 let starega Denisa Pergera, ki smo ga dali v ogenj na tak zahtevnem srečanju, ki je maksimalno opravičil moje zaupanje in dejansko je sodeloval tudi pri izenačujočem zadetku. Pa dobro, nihanja, to je, moram reči, da sedaj nekako, mislim, nehote imamo nekak pritisk rezultata. Ekipa je dosti mlada in sigurno vsak poraz, vsaka izguba točk se pozna pri naših igralcih, tako da ne vem, težko je sedaj kaj konkretnega komentirati glede tega. Treba se usesti, pogovoriti in čim prej vsi skupaj zbiti glave in se nekako spraviti skupaj, da čim prej pridemo iz te situacije.